Dobro, lep pozdrav vsem. Jaz sem Alenka Čenič-Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, ki je eden izmed partnerjev v tem našem projektu. Dobro, namreč gre za projekt, ki smo ga prijavili skupaj s partnerji oziroma vodilni partnerji občina Sevnica. Potem je še Turistična zveza Sevnica in pa podjetje oziroma ribogojstvo Akval. To je v bistvu novo podjetje tudi tam bolj iz sevniškega konca. Gre pa za projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega ribiškega sklada oziroma sklada za pomorstvo in ribištvo in pa seveda iz sredstev, ki jih upravlja v Posavju lokalna akcijska skupina Posavje in za to lokalno akcijsko skupino Regionalna razvojna agencija Posavje. To veste, da je najpomembnejše, kadar delamo projekte, najpomembnejše, da so vsi znaki pravi na pravem mestu in da je vse prav. Projekte, ki jih zdaj izvajamo v tem obdobju, so v bistvu na nek način novost, kajti tistim skladom, ki so bili v preteklem obdobju, se je pridružil še ta Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in tako smo se v Posavju začeli še bolj ukvarjati z našo ribiško dediščino oziroma z ribami na različne načine. Nekako je to bila tudi sreča, da poleg tega, da je ta sklad deloval na območju Primorske oziroma območju ob morju, v tem obdobju se je razširilo tudi na sladkovodno območje in smo veseli, da je tudi naše območje zraven in da lahko to naše zanimanje razširimo tudi na ribe. Čeprav seveda tukaj imamo močno ribiško dediščino, pa potem pri prehranjevanju pač tudi en del odvisno, bomo videli. Vsak projekt ima vedno eno tako osrednjo nalogo, pri nas tako piše, namen projekta je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja Las ter jim ponuditi ribo tudi na dodatnih naravovarstvenih območjih, kot je na primer Lisca. Tukaj zdaj boste videli, zakaj je glavni partner občina Sevnica. Oni si zelo prizadevajo za turizem na Lisci in seveda tudi, da bi na Lisci govorili oziroma predstavljali tudi celotno. Kaj pa dela naš Posavski muzej Brežice zraven, ki je osrednja muzejska ustanova na tem območju. Mi smo res regijska ustanova, ustanovile so na 4 občine, občina Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in naša sedežna občina Brežice. Se pravi, naše delo je pa proučevanje, varovanje, evidentiranje, raziskovanje in pa potem seveda predstavljanje interpretacije te dediščine. In tudi mi smo zelo veseli, da lahko v tem sodelujemo. Naš strokovni del je pa posvečen raziskovanju, proučevanju virov, literature in pa seveda terenskim delom. Se pravi, to, kar delamo tudi danes, da skušamo predstavljati ta projekt in da skušamo s vašo pomočjo izvedeti več. Se pravi, začenjamo s popolnoma novim območjem dela. Mi sicer imamo kar nekaj ribiških predmetov na naših zbirkah, bomo tudi predstavili, ampak seveda to znanje je pa pomembno, da ga nadgradimo. Pri nas je to tudi ključen del našega projekta za naslednje leto. Najbrž veste, da je Slovenija naslednje leto Evropska gastronomska regija. To se pravi poseben naziv, ki ga bomo skušali čisto na vseh ravneh čim bolj izkoristiti. Tudi mi v muzeju in pripravljamo novo razstavo, ki bo povezala 2 pomembni značilnosti, istovetnosti našega območja na tem področju. Se pravi, na eni strani je to krško-poljski prašiček, ki je edina avtohtona pasma in pa seveda tudi ribe. Povezati naravno in kulturno dediščino območja Lisce, ki je podlaga za razvoj turističnega produkta območja, se pravi to predvsem občina Sevnica in Turistična zveza Sevnica. Na inovativen način zgraditi prepoznavno destinacijo, kar bo vplivalo na izboljšanje pogojev za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih, hkrati pa posredno izboljšalo pogoje za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Tukaj recimo predvsem ta nova družba Akval, izobraziti ciljne skupine priložnosti sonaravnega razvoja, kar bo prispevalo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja Las, ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj na sodobnih razvojnih predpostavkah, integralnega vključujočega razvoja na osnovi lokalnih potencialov in povezati kulturne in naravne dediščine za ohranjanje narave
in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja las. Tisti, ki delate na projektih, veste, da vedno nekako uporabljamo ta besednjak, ki ga mi sicer v muzejih nismo najbolj veseli, ki izhaja predvsem iz tujih jezikov in iz nekih tujih vzorov, ampak tako nekako je. No, kar se pa tiče Kostanjevice, ker smo pa zdaj pri vas in smo hvaležni galeriji Božidar Jaka, da smo lahko pri vas, pa smo tukaj zato, da bi se družili z vami, s Kostanjevčani. Kostanjevica je mesto na otoku, je mesto, ki je ves čas povezano tudi z vodo, brez vode ni Kostanjevice, brez reke Krke ni Kostanjevice in tukaj zagotovo, vsaj po našem vedenju, so tudi ribiči že tisočletja, seveda imamo tudi ribičijo prisotno potem ob Savi, ampak jaz mislim, da Krka na našem območju zagotovo ena najboljših rek za to dejavnost. Je tako? Vi ste zdaj ta naš ribič, ne? Zagotovo so tudi ribe v Krki drugačne. No in mi smo nekaj že raziskovali na tem območju. Naša kolegica, doktorica Ivanka Počkar, ki je sicer zdaj že v penzionu, ampak nič hudega, ona se je družila s Kostanjevičami na številnih terenskih nalogah in tukaj tudi proučevala oziroma zapisala malo več o vašem ribiču, gospodu Jožetu Medvenu, to je bil tak znan kostanjeviški ribič in mi ga predstavljamo tudi na naši razstavi, ki smo jo postavili lani, posvečeni elementu zemlja. In tukaj imamo nekaj podob, zdaj vi to ne vidite, ampak nič hudega. Bo pol se še to vrtelo. Bomo to vrteli, se ni problema, bo se potem... Nekaj imamo tudi predstavljenih predmetov, ki smo jih že zbrali z področja ribičije, bi radi še kaj imeli, nimamo ravno še zelo močne zbirke. Imamo pa recimo en zelo zanimiv predmet, ki tudi priča o tem, to pa če pridete bližje, da vam to pokažem. Tale se mi zdi pa tako fajn, da bomo pa to še enkrat šli čez, čakajte, kje pa, tale je. No, tole, kar bomo pa v drugi fazi, no, pojdi nazaj, je seveda tudi pripomoček za votiv, se pravi za darilni predmet, ki so ga prinašali v cerkev, naprimer zato, da so bile ribe zdrave, da so bili ljudje zdravi in to je tudi eden redkih, da je s to podobo ribe. No, tukaj še nekaj teh podob. To recimo je ta fotografija, kako je Jože Medven, ki je pač ribe ulovil, potem pa potem jih je pekel, oče pa teta sta pekla in potem so jih tudi prodajali. Imamo eno luštno fotografijo iz tega obdobja in tudi podatke, kako je lovil, s čem je lovil in da je lovil tudi po naročilu, se pravi, je bil tak ribič, tako kot je. No, mi se ukvarjamo tudi z vrstami rib in seveda njihovo rabo, tako da imate tudi en poseben izziv danes, lahko se preizkusite v spominu. Imamo tukaj našo sodelavko Mijo, ki bo z vami tekmovala, ne Mija? Ja. In pa seveda risbe, ki pa jih je pripravila naša kolegica Anja Medved, zato da lahko se tudi malo bolj s tem poigramo. Torej, kaj mi danes želimo? Želimo se z vami spoznati, želimo spoznati vaše ribiške zgodbe, želimo zvedeti tudi kakšen dober recept. Gospod nam je že prej povedal, da večinoma niti ne vemo, kako se ribe sladkovodne z naših rek pripravlja, ker so pač razni miti o njih oziroma napačna mišljenja. In to bi radi zdaj z vami nekako predebatirali, bi radi izvedli od vas, bi radi dobili te podatke. Je za mene največja oslarija. Riba boli, je ranjena. Recimo iz Ebro, pa iz Po, lovijo 100-kilske some, pa jih vlečejo na čovn po tistih kamnih. Vsega ranjerajo, pa ga pa spustijo. Ta zagotovo pogine. Mislim, to ni ljubezen do rib. Ribo se ujame zato, da se jo konzumira. Ker je pa ne mara, pa naj ne bi bil ribič. Prav ja uživam kacuka.
Pa mu pa kamen navezal, pa ga ne cuka. Se pravi, Naprimer, no. Ja, se vem. To je moje mnenje, ki nikjer ne piše, da je pravilno. Če me bojo naravovarstveniki slišali, bo rekel, "Ujgo, kaj pa požrl." Ja. Rad ribo ujamem, pripravim in povabim prijatelja. No, tako. Ampak sem ta športni ribolov, tako imenovani, je zelo razširjen zdaj, ne? Tudi ta svetovna prvenstva, ki jih imajo tam. Ja, ujemi spusti, ne vem zakaj. Samo sebe namen, ne? Izključno je to uživanje cuka, ne, da ga cuka. No, pa potem jih stehtajo, pa to je to taki teklo, Ja. ne? Pa pošpricajo rane. A pa špricajo. Ja, seveda. To ribo boli. Zdaj, če bi riba cvilila kot prašiček, verjetno to ne bi delali, ne? Ja, to se meni to zdi tako, no. Pretiravajo, Ja. pretiravajo. Pa ne bi rekel eno ujame, ampak on jih ujame 10 en dopoldne. Ne? Kaj se pa recimo... Pa jih na 2 vrste. Ja. In pol jih imajo nekaj časa, nekaj dolg Ja, imajo. v mreži, tam. še tam Ja. je hendikepirana, potem v mreži v sluz dobi plesan in pogine. No, to nikjer ne piše, da imamo mi prav. Ampak vaša ribiška družina se ne sodeluje v teh tekmah ali kako? Ujemi spusti ne. Ja. Ne. Edino na ribniku imamo ujemi in spusti. Kdor plača, recimo karta na ribniku je 3 evre na dan. Lovi se sobota popoldne in nedelja cel dan. Tisti plača 5 evrov, ker potem spusti ribo. Ne? Zdaj, zakaj je mečem več, ne vem. A domov ne sme nobene odnesti. Vsak lahko vzame domov, če ujame, ali pa če mu jo kdo da. In te recimo, kadar dobro prijemajo, če je viška tistih ribic, so pač na razpolago, pridejo ljudje kupovati. Ne? In včasih je kar, ko bi rekel, dobra bira. Je pa dan, kad ne ujamemo nobene. Ne prijemajo, ali pa riba, rečemo, riba ne dela. Ne? In se s tem to lažemo. No pa če gremo malo bolj nazaj, no. Ja, Zdaj pejmo smo- nazaj, Ja. lahko gremo nazaj, recimo v medvenovih časih, takrat je bilo še en par ribičev, ki sicer niso bili profesionalci, kot recimo, če je bil frizer Hodnik, pa njegov sin Jože potem. Pa so kar dosti teh rib nalovili, pripravili tudi enkrat na leto ribiško veselico. In dokler je bilo še to dovoljeno, so potegnili mrežo za klavnico. Za klavnico se je vse tisto odpad spuščal v krko in je bilo noter ogromno krvi in še ostalih takih delov mesnatih in je bilo res črno rib. In tam se je mreža potegnila in so potem ribe te prodajali na veselici. Se pravi, 2krat na leto se je vlekla mreža za Kostajnico in pa na Cizeljevem. No in enkrat je še to ena anekdota, ker so imeli polno mrežo krapov so zajeli in se je nastala ena luknja. Aha. Čisto vsi do enega so čisto isto luknjo pobegnili. Ne? Se pravi, kako nagon ribo pelje, ko bi rekel, čoperativno ali pa ekipno. Ne? Vsi sodelovanje pobegnili. No in tle, ko so pa tudi mreže vlekli, so se velikrat ujeli tudi veliki somi. No in tam, ne vem, ti se spomniš, so bili somi privezani? S takimi brki, Da, ja, pa somi. take glave so imeli, Ja. dolgi so bili. Pa tukaj so bili stari somi, že sive brke, čisto sive. Ja. Ampak so bili res stari. ne pretiravam. Na vsaki strani Ja, imel najtežje je imel 32 kg. In so bili privezani za za most. tam za most in so potem ljudje hodili gledati to. Ne? Mi smo jih Na gledali veselici se je pa potem pa to peklo, ne? Ker soma drugače pečeš kot postero ali pa platico. Ne? Soma se panira, ala dunajski, ne? Jajček, mokica, drobtinice. Naredi se fileje oziroma Ne, zrezke. se naredi zrezke in se potem to tako panira, dočim postero, platica, najbolj značilna kostanjevska je platica, se pa nareže na 3 mm pa pol centimetra globine, da se zgornje koščice vse prerežejo, povalje v koruzni moki, sicer prej na soli in na gveca, fajn je, če 1 uro stoji, da potegne sol v sebe
in se potem na vroči masti peče na vsako stran 6-7 minut, pa je dosti. Ne? In to so najboljše ribe iz Krke. Tako pripravljene ribe so najboljše. Ja, najboljši direkt pa iz Krke, pa predvsem to, da jemo takoj sveža riba. Ne? Priješ domov, ujameš večerje ali pa drug dan za kosilo. Ne? Tako zdaj, ker so pa zdaj škrinje, včasih ni bilo škrinje. Zdaj so pa škrinje, pa če se ujame kakšna riba, ko bi rekel, da je mečkem večja, kakšni deli ostanejo pa še za drug teden ali pa damo zmrzniti. Ampak to ste rekel že prej, da vi pripravljate, ne, ribo? Ja, tisto, kar jaz ujamem ali pa tudi pri kakšnih prijateljih, da včasih pokličijo, imam ribe, pridme ribe speči. Aha, vi ste zdaj tak najboljši ribiški kuhar v Kostanoci. No, lahko rečem. Je pa tudi cel kup drugih fantov, da znajo lepo ribe speči. Ne. Recimo Joško Hramski, po domače, veste, da je Joško Hramski, od Herakoviča Milana sin, izjemno dober kuhar, pa ne samo za ribe, tudi za vse ostale lovske stvari, golaže, omake in tako dalje. Tako da včasih združiva moči, katere mečkem večja kuha. Sine veš in to? Sine tudi vravljam dosti. Ampak sej, oče je tudi bil, ne, za ribe? Ni bil? Milan, ne? Milan ni bil ribič. On je bil za klobase. Ja, klobase, krvavice, to pa... Ja. Vin je znal dobro narediti. Sem ne to zapisati. Narediti, ja. Milan me prodaš 300 litrov vina, prav jutri piti. No, to so, ja, sicer pa vino gre zraven ribe, ne, se ne more biti brez, ne. Tako že rečijo, riba mora 3-krat plavati, no ti pa veljo. 4-krat, ne 3-krat več. 4-krat. Dobro, še v Poljki, več se A ja, a tu so pa novosti. Jaz znam kaj pogledati. Olje, vino smo vedli, ja. Pa Mast v bistvu, ne, smo to rekli. Ja, domača mast boljša kot olje. Imaš kot tisto olje, ki se ne sežgeš. Drugače pa domača mast. Pa potem jo serviramo na servet, da ti s nečkem popije, da ti v rokav ne teče, ne. Ampak vi lovite kolikrat na teden, recimo, kolikrat greste v ribičino? Tudi nobenkrat, ali pa 2-krat na dan. Je odvisno, ne, recimo, ko voda raste in se kali, takrat je značilno tle za okoli Kostajnovce in pa mečke niže dol, lovimo na travi. Riba pride na travnik, one pobirajo deževnike, ki lezejo ven, ko jih voda zaliva, in takrat lovimo na grunt, se reče, ali pa na dno. Takrat lovimo na deževnike. Po noč deževnike nalovimo z baterijo po travnikih in potem lovimo tam, ko voda zalije travnik. Ponekod je malo zunaj, tako da je vsaj pol metra vode, je že dosti lovi. Jerosce so najbolj, Jerosce pa potem proti podbočju imamo s podbočjem dogovor, tako da mečken mi po njihovem, on pa malo po našem. Da je naša meja Mrčeča vas, pa Brod podbočje, ampak do izliva Sošice imamo tak tihi dogovor. A to greste kar daleč naprej, pa še? Ja, tam, ko gre Sošica noter, veš, ne? Ja. Podbočje. Katere ribe pa najbolj prijemajo takrat, ko voda narašča? Kako? Katere ribe najbolj prijemajo takrat? Takrat platica, mrena, klen. Pa som. Tudi, ne, som je bolj redki, Ja, ampak Soma je še zdalje manj, opažamo, da je soma še zdalje manj. Težko je ugotoviti, kaj je vzrok, ne? Ampak zagotovo je mečkaj tudi posledica pri naseljenosti labodov. Labod pa s tem dolgim vratom zelenje je. Som pa na to zelenje ikrl ima. In naj bi bil eden izmed vzrokov, ni pa nujno, da je samo ta. Soma je čez zadnjih 10 let je znatno upadanje soma. Prej ni bilo konč, soma tazga recimo meter, tega z vsakem vogalom, ki je bila kavna voda ujel. Je pa ščup mečkem več, ščupa je v porastu. Zdaj smo zložili kot ribiči, smo nekaj ščup uložili, drugače pa se 2-krat zapelješ okoli Kostajnice, boš 2 ujel zagotovo. Včasih mogo je šel Jerost, kjer jo iskati. Ja. Je kaj pa to, kar so v bistvu zdaj se je pojavilo, da so labodi kar dosti dolg tle, ne?
ker je bolj milo vreme, pa niti ne grejo toliko na jug, kaj pa Vse je to? niso načli, tek so se tle naselili, so že cel taj tle. Labod se ne seli, kormorani se selijo. A ja, kormorani, pa narobe vedela. Ja, Jaz mislim, da se labodi tudi. ne. Tam na Brežicah pri pokopališču jih je bilo nekaj 100 jesen, ampak to je v preletu, samo nekaj dni Ja, pa ne, gre. pol so pa po Mrašovem, Res je bilo, pa to v točce grejo. To imajo tle. To je recimo jaka 300 labodov, ki se selijo gor dol, enkaj teh je 100, tam je 100. Ampak vse labodov je bilo na Krki zmeri, mislim tako. Ne, zdaj jih je veliko več. Približno 40 let. Je eden prinesel, menda 3 ali 4 labode v Novo mesto, 4 labode mislim, da teh je nekdo prinesel, kdo ne vem. In je baje enega ustrelil s klobartom. In so ga pol menda kaznovali, cepili, nohte pukali, ne vem kaj vse. Ampak 3 so se pol razmnožili, ne. So se tako strašno razmnožili, da iz tistih 3, ki jih je zdaj ratalo, včasih recimo, ko pride na spomlad na pšenico, prav bela niva je. Če ga zdaj na Mrašovi letih zagotovimo 150 našteli. Pa sem labod, pa je bila pa ta firma labod, je bila pa dolg, se je bila, nisem 40 Ja, labod pa nima s tem labodom sve razni ime. No, ampak jaz sem mislila, da je labod firma nastala v Novem mestu, da to je od labod. tega? Ja, česa pa vi? Mogoče. Če pravite, da so 40 let, pol to je... 50. Ampak jaz se ne spomnim kot otrok, da bi bili labodi za Krko. Nikoli. Ni bilo labodov, ni bilo sivih čapel. Bile so pa unem črne, mi smo rekli, Liske. pendurčki, te vodne Pendurčki to in pa kokoške. vodne liske, To teh ja. ima belo lisko črno, Ja, teh je ampak bilo ta je pa pa selivec. polno. Ta je selivec, ona se pozim pride, polet gre. To je tako imenovana črna liska. Ja, Zelena noga tukalica ima pa rdeč flekec, je pa malo manjša. malo manjša, ja. Una je Pa pač ostane. celo leto tle. To je Ona celo pa leto, celo to leto se tle. tako super potaplja. Zelena noga tukalica, je pa pendurčke tako imenovani, ne? Pendurček, To je mi smo ponirek, Ponirek. imaš dve vrste ponirkov, čopasti ponirek in pa mali ponirek. Te se pa selijo, teh poletni pridejo čez zimo. Čez zimo so, ja. Ja. Ja, so pa se pa spomnim. Kaj pa Ampak- kormorani? Kaj je? Kaj pa kormorani? Ja, So- kormorani so velika, ko bi rekel, Tega za časa nas ni bilo. ribiče so Ne, ni veliko bilo. veliko zlo, ne? Jaz se tudi ne Pa te spomnim. so novi, tudi so kormorani novi, so bili. Ne. Kaj? Jaz sem- Kormorani so tudi Do novi, pred 30 letom še ni bilo. še ni bilo. Po 30 letih nazaj so pa začeli pol prihajati v jatah in je kar naenkrat jih je bilo ogromno. Recimo zvečer so se usedli tam v podbočje, jaz sem tam prvega uplenil v podbočju, ne. Mislim, ne bi smel, zaščiteno. Ampak Koliko jih je jih je zdaj? 50 preletelo, pa streliš pa en dol pade. ne. Koliko jih je zdaj? Kormoranov? Ja. Ja, zdaj odvisno od področja. V celi Sloveniji Ne jih je tle na za- našem, na Krko. na našem, Ja, od Novega mesta do Brežic. recimo. V sezoni Ja. jih je približno 500. Novo mesto do Brežic. Ampak kormoran se seli za ribam. Ko nek polovijo, grejo drgam. Ne? Ampak največ jih je pa tle gor med Malincami in med Otočstvom. Zakaj pa tle? Pa je, da bo odprt tudi za odstrel. Ker prejšnja leta nazaj so nam dovolili na področju od Novega mesta do Brežic odstrel 5 kormoranov. Druge so pa rekli, da moramo določiti plašilna mesta, kjer se hranijo, da jih odženemo. Ampak spet ena izmed neumnosti. On mora nekje jesti. Pa da tle odženeš, ga pa drgaj pojesti. Da tam drgam pa ni škodo naredil. Glitko jo je. Vse te stvari, o katerih se pogovarjamo, je treba z neko logiko gledati. In 15 do 20% slovenskih družin tepe revščino. Mi pa s boljšim mesom fotramo kormorane, medvede, rise in volke. Naj bo kakšen ris, ja, naj bo kakšen volk. Samo kot slovenčki se ne znamo zmeniti, kult je glih prav. Ali pa kult je pa že preveč. In če tako škodo, kot čitate v časopisih, pa vidite tam raztrgane ovce in tako dalje,
Se pravi, da je po logiki preveč. Zdaj, koliko je pa glih prav, pa tudi jaz ne znam ugotoviti. Ne. Kakšno škodo kormorani delajo na ribah? Lahko centek, kolikšna je ta škoda? En kormoran poje približno 160 kg na leto rib. En kormoran. S tem, da vmes pa tudi kerorani, predrepič in tako dalje, ki pogine. Ne. Moš računati tam kar približno 200 kg rib. En, ne. Kaj pa na te ribnike, ribogojniške pa hodijo, kaj te po strvi loviti pa to? Pa te smuče, to, kar imajo zdaj tudi po novem, ne? Goričar ima tle gor pokrito. Ja, ima pokrito, ja. Mislim, da ima hribar v podbočju mreže. Tam ima mreže, ja. Ja, to se da zaščititi, ker to je mejna površina. Ja, ja. Krko bi pa bolj težko zaščititi. So že posegali v populacijo ribjo? Že delajo tako škodo, da je... Ja, Ja, ribiči nasplošno pravijo tle, da je rib bistveno manj v Krki, kot jih je bilo. seveda jih je manj ceh. Neki mi, neki kormorani, ker to ni neusahljiv vir, ne? Ampak če gledamo, ne, če izhajamo od tega ribiča, ki je bil, on je pač živel od tega, ne? Medven. Ja, medven. Zdaj v bistvu v Kostanjevici, dobro, ribogojnice pustimo, ne? A živi kdo od ribičije? Ne, ja. Zakaj mislite? Ni rib ali ni odjemalcev? Živimo, recimo, jaz 10krat na leto ribe jem, ne? In če teh 10 dni ne bi rib jedel, bi bil lačen. A sem 10krat jete ribe? No, 10krat ali pa 30krat. No. Ja. Kaj je zdaj ribe? Kar napiš 30krat. 30krat. Najrajši imate pa krapa, ste rekel. Krapa pa somoma imam najrajši. Ja. Ampak som pa je bil vedno, ne, taka trofeja, tudi tam se vidi. Ja, ja. Ko so se slikali, ki je bil večji od njega. Letos Druge ribe imamo, ne. Na Šmartinskem jezeru je padel rekord 84 kg, pa 1,48 m dolg, 2,48 m dolg. To je bil rekord Šmartinskega jezera, ampak to je, in tudi njega nismo nazaj spustili, ker preveč poje rib, ne. Pa ste ga pojedli? Ja, ne vem, verjetno Celjani, nekaj. Šmartinsko jezero je gor precelj. Tukaj pa tle somov jamemo, še Bog te prime. In se gre v kremenateljce, glava, perutnička in rep, pa v fiš paprikaš. Znamo tudi dober kotliček narediti, fiš paprikaš. Ko sem bil otrok, se spomnim teh veselic ribiških, ko smo vsi jedli ribe. Za vse je bilo nalovljeno in tisti somi so jih razkosali in to so ribiči pekli, mi smo pa kupovali in jedli. In to so imeli To je bil znatni dohodek ribiške družine. Ja, družine. Ste prej tudi rekli fiš paprikaš ali to zdaj tako, ko je moderno fiš paprikaš, kako ste rekli? Ne, ribi. Od nekdaj se reče ribi paprikaš ali pa ribi golač, no. Ni bil fiš. Ja, se zato... Brez fiš. Ribi. Ja, je približno tako se naredi kot navaden golač šlovski, samo da je v osnova ni srnak pa kivi prašiček, ampak je 3 vrste rib mora biti. Kjere pa? Šuka, krab pa som. Ne bo. Tukaj da se potem še, če se skrzovali bi še rekli, pa še drugo, kaj znam. Malo platic noter pa mogo, ampak to je že pol drobnih kosti preveč, veš. Ker ko pa kuhaš ribo, pa ta male kosti se ne prepeče. Ja, tiste treba ven metati, ja. Ja, to pa ponavadi tako naredimo, če imamo dovolj bele ribe, jo skuhamo in potegnemo od kosti stran in tisto, kar ostane, zmiksamo in je tisto neka osnova. In juha, ne? Ja, kot juha. Potem pa na to gor pa zakuhamo, potem pa te dele rib, ki pa spet ne smejo biti prevelike, ne? Pa če ne bi bil ribič, bi jedel, mislite, ribe? Kdo? Če vi ne bi bil ribič, bi jedel ribe, če vam bi nekdo na lovu? Težko vprašanje, ne? Hvala Bogu. No, namreč jaz se spomnim, ker smo pač tudi v Krki doma, moj starata, ki pa je prišel z dol, ne, se pravi z hriba, ne, ni nikoli jedel rad rib. On je bilo najhujš, ko je pa treba tisto... V doli so imeli mlinarči pa te... Zdol. Ne, z dole, na Krškem. Zdole pri Krškem. Z dole, ne, ker se je naselil s hriba ob Postrl Krku. na dnevnem redu, v Šušici gor, ne? Ne, tam ja, tam ja. Ja, no, to, se pravim, to je stvar pač, no,
Hecno se mi zdi, kad nekdo reče, ja bi ribe jedel, pa imajo kosti. Kosti ima tudi volk, krava in tako dalje. Ja. Ja, pa škamp. Kaj se v škampa najedel, se ga ne naješ. Ampak gurmani, ne? Zato se nekateri imenuje gurmani. Načeloma za sladkovodne ribe, ker moraš biti doma ob reki, ne? Ja, pa tudi se mi poznam zdi, človeka, je v tako reke doma in drugot, zelo rad ribe lovi, pa Ja. jih ne je. To mi večkrat ni logično, zakaj ne bi jedel. Ali pa sem imel prijatelja, se zdaj že pokojni, iz Pirana. On je jedel izključno samo morske ribe. Sladkovodne, ko jih meni prišel, greva loviti, sva že šla. Lovil 100 na uro. Sladkovodne ribe ni pokusil. Pa smo pa enkrat rekel, sem mu tako zelenikov ujel pa spekel. Sem rekel, zdaj pa če je ne poješ, te nikdar več ne pogledam, ne boš več pri meni rib lovil. No pa je pol neko zmuko, tisto pomalce, no sem rekel, kaj je zdaj? Te je vrak vzel, te ni. Glih kako, imam rad sir, ampak sam emmental. Recimo neki gorgonzola, tretji. Kjer ima rad sir, ima vse sire rad. Ne? Ta pa, ne vem, zdaj imel kompleks, ne vem. Ampak kaj pa Save ribe jeste? Save? Save, iz Save. Ja. Pravi, da ribe iz Save niso zdrave. Zdaj smo, ne, vi, gospod Zorko, ste Brežičanca prav ali ne, ker zdaj to mene skozi sprašujejo. Kje ste vi rasli? To se zdaj, da pa ne vem. Bom povedal, kaj me je pravzaprav danes napotilo sem, ko sem videl, da je to. Spomnim se, bil sem v nižji gimnaziji, ko sem bral knjigo Ljudje ob Krki. Ne vem, če poznate to knjigo od Dularja. In mi je bilo nepojmljivo, kot tam iz prekmorskih ravnic, da so tukaj v Tolmunčkih za nekih mlinov, on opisuje, da so bile po 60-70 kg velike ribe. In sem rekel, to pa jaz moram kdaj doživeti pa videti. No in ko sem prišel v Brežice, sem res bil dolga leta ribič. In to strastno, tako da to od vprašanja, če jejo se ribe, ribe so zelo dobre in nažalost jih ljudje več ali manj delajo samo na en način. Če se pa naredijo, ne vem, kot šnicli, da se sfašira in tako naprej, pa še kako drugače, tudi v paprikašu, odnosno v brodet, so izredno dobre. Pa tudi, ko s tem se da izogniti.